Slovenija bo kmalu dobila nov zakon o informacijski varnosti. Zakaj ga je bilo potrebno sprejeti, kaj prinaša, kakšne obveznosti prinaša, nam bo pojasnil direktor Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost, dr. Uroš Svete. Dober dan in dobrodošli v podcastu. Jaz sem Srdjan Cvjetovič. Gospod Svete, zakaj smo morali sprejeti ta zakon? Razlogov za sprejem je več. Prvič, sama digitalna tehnologija, kot veste, je izjemno kompleksna in hitro razvijajoča se. Se pravi, tukaj govorimo o spremembah tako z vidika uporabniškega momenta, kot z vidika seveda samih povezljivosti sistemov. Torej, en moment, ki je brez dvoma pomemben, je tehnološki. Drugi moment, ki bi ga izpostavil kot razlog za sprejem novega zakona, so izkušnje v zadnjih, recimo temu 6 letih, odkar je bil sprejet prvi zakon o informacijski varnosti v Republiki Sloveniji in odkar je bila tudi implementirana prva direktiva Evropske unije v Republiki Sloveniji. Zdaj, izkušnje so seveda tako pozitivne kot negativne. Vmes smo imeli, kot veste, tudi pandemijo in izjemno velik pritisk, da smo delali nadaljavo od doma in tako naprej. Po drugi strani pa seveda, kot najbrž veste, tudi Republika Slovenija s tem zakonom prenaša novo NIS direktivo, imenovano NIS-2 direktivo, ki je tudi vse te omenjene, bi rekel, vzroke implicirala v svojem nastanku. Se pravi, tako izkušnje z prvim zakonodajnim okvirom, kot tudi tehnološke izzive, kibernetske napade, grožnje, geostrateške spremembe, ki so se dogodile. Vse to je tisto, kar nas je navdalo, seveda s tem, da smo morali potem pripraviti novi zakon. Lahko bi rekli, da smo ga posodobili in prilagodili novim razmeram, ki v času sprejema prvega zakona si jih še nismo mogli predstavljati. Tako, gledajte, definitivno se pravi, če govoriva zdaj z vidika Republike Slovenije ali pa tudi v Evropski uniji, je kibernetska varnost se postopoma, bi rekel, umeščala v pravni in pa nacionalno varnostni sistem. Torej, najprej seveda je bil postavljen temelj, so bili zavezani tudi res tisti največji ponudniki digitalnih vsebin, najbolj bistveni. Potem seveda se je pa zaradi tako gospodarskega razvoja, novih storitev, potem selitve, bi rekel, tudi gospodarskih interesov iz fizičnega v kibernetski oziroma online prostor, tudi temu ustrezno prilagajalo obseg. In z tega zornega kota je definitivno, bi rekel, tu ena naravna pot, kako pravo in regulacija sledi nenazadnje izzivom, ki prihajajo iz družbe. Po eni strani seveda se zavedamo, da smo morda vedno kakšen korak odzadaj, po drugi strani pa ne želimo pretirano, bi rekel, zaustavljati tako inovacij, predvsem pa nikakor ne želimo z regulacijo omejevati samega razvoja digitalne tehnologije. Ja, zakonodaja vedno malo sledi dogajanjem, je določen zamik, ampak kot ste sami povedali, pred 6 leti zagotovo ni bilo toliko digitalnih kanalov, toliko digitalnih poti, kot je danes, tako da je to treba prilagoditi. Preden gremo do ponudnikov, ampak tudi do, bomo rekli, odjemalcev teh storitev, če nam mogoče orišete scenosled sprejemanja zakona. Kje smo zdaj, kaj lahko pričakujemo? Skratka, zakon je res nastajal, bomo rekel, kar nekaj časa, pravzaprav več kot 2 leti smo intenzivno debato vodili tako na uradu, kot tudi z deležniki v državnih organih in seveda tudi bi rekel, med ostalimi, se pravi, recimo temu, zasebnim sektorjem in tako naprej. Kdo so recimo bili najbolj najdejavnejši te akterji? Tako. Kar nekaj. Kdo je imel največ zapovedati, da tako reči? Definitivno ko smo imeli 2 javni obravnavi, 2krat na e-demokraciji bil zakon, se je precej seveda bilo, bi rekel, samih odzivov strani gospodarstva. Zato, ker velika večina samih zavezancev bo seveda iz gospodarstva. Torej, mogoče po 10% iz javnega sektorja, so ostalo je gospodarstvo. In je logično, da so tudi odzivi bili z njihove strani najbolj številni. Po drugi strani pa imamo tukaj tudi kar nekaj že v Sloveniji stroke razvite, ki seveda je nastajala že, bi rekel, a pa nastaja intenzivno v zadnjih nekaj letih
tudi seveda znotraj gospodarske zbornice govorimo o združenjih, govorimo o posameznikih, ki so zelo, bi rekel, tudi strokovno kvalitetni in se tudi dokazujejo na mednarodnih številnih vajah, ki Republika Slovenija organizira. Skratka, ta ekosistem v Sloveniji dejansko je zrasel. In seveda, če želiš res imeti zakon, ki ne bo sam sebi namen, potem ne samo, da poslušaš, potem dejansko poskušaš dobiti neke koristne inpute za to, da kot predlog, bi rekel, samega predpisa, vsaj na tej prvi fazi, predno pride do zakonodajalca, do državnega zbora, poskušaš narediti strokovno maksimalno dober tekst. In to mislim, da nam je kar uspelo, tako da zdaj smo mi na točki, ko je na naš predlog in seveda po medresorskem usklajevanju vlada, kot veste, potrdila besedilo, poslala ga je v državni zbor, predlagala je tudi nujni postopek za njegov sprejem, zdaj je seveda pa potem žogica, če tako rečem, na zakonodajalcu, na državnem zboru, da nas umesti na dnevni red in potem seveda, da se tudi zakon pripelje do konca. Večkrat ste omenili nove zavezance in o tem bova imela zagotovo veliko zapovedati, ampak še prej naši poslušalci se bodo zagotovo in gledalci zagotovo vprašali, kaj pa jaz pridobim s tem? Torej, kaj uporabniki pridobijo s tem novim zakonom? Ja, absolutno zelo na mestu vprašanje, zakaj. Zdaj, definitivno, če gledamo, bi rekel, digitalizacijo naših družb zadnjih 20-25 let. Seveda, po eni strani se končni uporabnik na neki točki zdi kot zadnji, ki ima kaj zapovedati. Po drugi strani pa je ključen, da zlasti v gospodarskem, bi rekel, okviru neke tehnologije pridobijo na zrelosti. Da postanejo iz pionirskih tehnologij ali start-upov dejansko tehnologije, ki imajo neko širši domet in tudi širši vpliv. In tam so uporabniki ključni. In če pogledamo konec koncev izkušnje, seveda mislim, da so predvsem pozitivne. Torej, mi, kar imamo danes opravka z vsemi digitalnimi storitvami, od nakupovanja, dela nadaljavo, se pravi socialnih medijev, komunikacij, vse to je v veliki meri, bi rekel, izboljšalo kvaliteto samega našega, bi rekel, delovanja v družbi. Po drugi strani storilnost, učinkovitost. Tudi ne nazadnje dodano vrednost, če govorimo iz gospodarskega zornega kota. Po drugi strani imamo pa tudi seveda vse več napadov, vse več incidentov, vse več oškodovanj. Od posameznikov, ki nasedajo, se pravi, na razne prevare, spletno ribarjenje in tako naprej, pa do naravnost napadov. Tako je. Saj tudi država je bila tarča. Tudi država je tarča. Določena ministrstva so bila nekaj časa odrezana. Ja, gledajte, ker je zadeva popolnoma normalna, dokler je tehnologija razmeroma omejena, torej in nima nekega zelo jasnega učinka, impakta na družbo, na varnost, na gospodarstvo, potem tudi za napadalce je to bolj neke vrste peskovnik, kjer se testirajo luknje, penetracije, mogoče tudi nek osebni moment nadvlade, se pravi nekega obvladovanja tehnologije, to je bil tisti prvi hekerski moment. Ampak danes seveda, ko imamo praktično nekaj 10 milijard naprav povezanih bolj ali manj v neki kibernetski prostor. Pa vsak dan jih bo vedno več. Pa vsak dan bo vedno več. Pa to ni več stvar posameznikov in njihove zabave, ampak je tukaj bistveno bolj resen pristop potreben. Zato recimo tudi, če pogledate, mi ogromno vlagamo v ozaveščanje. Se pravi, govorimo o programih, kot je Varni na internetu, ki ga kolegi na Sicertu delajo že vrsto let. Potem tudi določeni sektori, recimo kot je bančništvo, vlaga ogromno v... Združenje Bank Slovenije ima programe. Tako. Skratka, na ta način se poskušamo po eni strani približati posamezniku in njegovim tegobam pod narekovaji ali pa njihovim izkušnjam, vsakodnevnim izkušnjam z uporabo digitalnega, recimo temu, prostora in online storitev. Po drugi strani seveda pa želimo tudi dvigniti to zavedanje na tiste, ki so pa na mogoče stopničke ali dveh više, se pravi, ki so upravljavci, ki so administratorji, ki so nenazadnje CISO-ti, ki so strokovnjaki, se pravi, na svojih področjih, govorimo o različnih servisih, da jasno, tudi oni imajo bistveno večjo odgovornost in nalogo, kot so imeli v preteklosti. Tako da na nek način je treba to, bi rekel, varnost, kibernetsko varnost, zasledovati po več tirih.
nikakor ne mislimo, da je država tista, ki bo vse rešila, ker je dejstvo, da če ravno do tega bi zdaj prišel. Ja? Mi smo realni. In če pogledate pravzaprav nastanek digitalnega prostora, če gledamo v zgodovino, če gledamo mogoče v 70. leta, res, da je bil tisti neke vrste prvi pomembni iniciator povezan z nacionalno varnostjo, tudi pri razvoju interneta, ARPANETA in tako naprej. Po drugi strani, brez komercializacije tega, bi mi ostali še vedno zelo omejeni na določene servise, ki bi bolj ali manj uporabljala država. Seveda, vsi pomnimo, kako butične so bile storitve, tiste prve, ker smo imeli sam na inštituti. Tako. Tudi Slovenija, recimo, ki je zelo hitro se je tukaj pridružila, ne pozabiti na naša podjetja, na Iskro, na potem tudi na zadnjo vlogo Arnesa pri širitvi samega interneta. Če se mogoče vrnemo recimo 30 več let nazaj, za časa osamosvojitvene vojne, so že nekateri naši strokovnjaki s tujino komunicirali prek e-maila. To je bilo za iste čase. Jaz sem takrat bil na inštitutu Jožef Štefan in lahko potrdim, da je temu bilo tako. Ja. Skratka, to je tisto, kar pravzaprav je bilo nekoč res izjemno pionirsko delo. Danes smo pa seveda na točki, ko morda smo malce manj tehnološki, recimo producenti, smo bolj zasledovalci, kot Slovenija govorim, pa vendarle. Se mogoče to včasih v redu, da otroške bolezni preboli nekdo drug. To drži. To drži. Je pa zdaj še ena druga zadeva, ki je pa tudi zelo vplivala na sam zakon in na koncepcijo NIS direktive, namreč tehnologija se homogenizira. Zlasti, če govorimo recimo o nekih bazičnih elementih tehnologije, o operacijskih sistemih, tudi nazadnje o neki strojni in programski opremi, ne govorimo o aplikacijski, ki je seveda zelo disperzirana, ampak na tej bazični, tukaj se število ponudnikov in njihovi dometi, njihov vpliv se na nek način homogenizira. Kar pomeni, ukolikor imajo problem, ga imajo povsod. In tu meje ne igrajo vloge, se pravi... Seveda, tehnologije ne poznamo. Tehnologije ne poznamo. Imeli smo, kot veste, kar nekaj ranljivosti svetovnih, imeli smo izpade, recimo, zaradi določenih tehničnih, recimo, temu pomanjkljivosti posodobitve opremo, ki so bile svetovne narave. In z tega zornega kota ravno NIS želi vzpostaviti mehanizem čezmejnega obveščanja. Bistveno bolj natančen kot sedaj. Se to prek teh državnih certov kar že dobro deluje. To bo verjetno zdaj še bolje. Zdaj bo še bolje. Zdaj smo delovali, se pravi, na ravni, kot ste rekli, certov oziroma CSIRTov, kot mi rečemo. Da povemo mogoče gledalcem, poslušalcem, to so centri za hitro odzivanje na neželjene, bomo rekli, kibernetske dogodke. Točno tako, kot ste povedali, se pravi, CSIRT skupina Computer Security Incident Response Team, pomeni to v angleščini, se pravi, skupina za odzivanje na kibernetske incidente. One so v Evropski uniji povezane v mrežo CSIRT Network, oziroma CNV, kot mi temu rečemo, in tam se izmenjujejo tehnični podatki. Zdaj, kar se z novim zakonom in z novo direktivo dodaja, je, da mora vsaka država imeti vsaj en organ za obvladovanje kibernetskih kriz. Da preidemo iz tehničnega na operativni nivo. Mi smo to že imeli. Mi to imamo, ja. Mi to že imamo, že imeli smo med prvimi, celo upam reči. Ja. Tako da to je zdaj en moment, ki je bil za nekatere države morda neka novost, za nas mogoče malce manj, ker smo res tako majhni in smo to videli kot nujo že prej. Za nas bo novost v tem smislu, da bomo zdaj mogoče bolj povezani, bolj obveščeni, bolj bomo lahko koordinirano mogoče reagirali na Pa da bo tudi naša obveza večja. Se pravi, zdaj, če smo na neki točki bili stranski intervenjent, govorim zdaj iz vidika EU. Ja, ampak smo mogoče lokalno delovali, zdaj bomo pa imeli nek obveznost in prednost nekega širšega delovanja. Res je. To je točno ta ideja EU-ja, ki se potem tudi sedaj še z novim predpisom, ki se tiče kibernetske solidarnosti, materializira. Skratka, države bodo morale te svoje, bi rekel, zmogljivosti povezati v neke regionalne okvire. Se pravi, vsaj 3 države bodo morali imeti nek regionalni, če tako rečem, cyber hub. Kar s tem in ti bodo potem povezani v enotno strukturo, se pravi na EU ravni. S tem se bo predvsem dvignilo situacijsko zavedanje. Tu imamo težavo v tem trenutku pri nas in na ravni EU-ja. Se pravi, zakaj? Zato, ker je disperziranost, se pravi, in infrastrukture, odzivnih zmogljivosti, varnostno-operativnih centrov, privatnih podjetij, ki se ukvarjajo z varnostjo, tako velika, da na nek način potem zelo težko dobiš skupno sliko. Skupna slika je pa pomembna ravno zaradi teh veliko in čezmejnih učinkov in predvsem, da
preprečimo, da bi isto vrstne grožnje udarile na večjih koncih. Tako je. Bi pa želel eno zadevo poudariti. Z tega, kar sva se midva do zdaj pogovarjala, očitno bo bolje, očitno bo lepše, ampak bi nekako, pa sem prepričan, da se boste strinjali z mano, bi radi poudaril, da kljub vsem tem, kar bodo uporabniki pridobili, neka končna odgovornost vendarle ostaja na njih. Ne moremo mi zdaj pričakovati, to ste tudi vi povedali, da bo država zdaj vse naredila, ali pa ponudnik, ali pa ne vem kdo. Skratka, vse bo zdaj to lažje za narediti, ampak uporabnik še vedno mora, bom rekel, tista končna obrambna linija. To mogoče moramo ljudem povedati, da to ne pomeni, da se zdaj lahko dvignejo roke in rečejo, drugi bodo poskrbeli, ampak da tisto, kar sam uporabnik na končni fazi vsak od nas zaklepa vrata od stanovanja, ko gre ven. Ampak zdaj bomo imeli več orodij, da bomo to lažje dosegli. Absolutno imate prav. Če začnemo z uporabniki, čisto navadnimi, bi rekel, našimi sodržavljani in sodržavljankami. Imamo vsi določene digitalne naprave. Zdaj, če seveda ne posodabljamo mi naših sistemov, naših telefonov, naših računalnikov, sami, in jaz mislim, da z vidika neke osebne digitalne svobode to ne bo nikoli, razen če bo prišlo do res hudih groženj, ki bi lahko, bi rekel, ki bi bile disruptivne za celo družbo, bo to vedno odgovornost posameznika. In on je tisti, ki mora slediti, se pravi, ki mora posodabljati, ki mora spremljati nenazadnje tudi razvoj podpore za lastno orodje. Tukaj mislim, da imate pa polnoma prav. Kot ste dali dober primer za ključavnico. Mi imamo lahko najboljšo ključavnico na naši hiši, na našem stanovanju, če ne zaklenemo. Če so vrata odprta, seveda to ne bo nič pomagalo. Na drugi strani imamo potem stopno više odgovornost, ki se tiče nenazadnje večjih sistemov in zavezancev. Tam je pa zdaj situacija taka. Mi smo dostikrat v enem dvomu. Torej imamo neko tehnologijo, imamo neke ponudnike in se upravičeno sprašujemo, zakaj oni bistveno bolj proaktivno ne podpirajo svojih strank. Zakaj recimo globalna podjetja, govorim iz področja digitalnega prostora, ki nenazadnje imajo največje dobičke, ki je njihova kapitalska vrednost daleč največja v primerjavi z vsemi ostalimi podjetji, tukaj še vedno dopuščajo, da imamo ogromne grožnje, tudi kibernetske napade, ko se grožnje realizirajo, in tudi škode. In zdaj tu je en moment, ki ga bomo morali v prihodnosti definitivno veliko bolj natančno dodelati. Po drugi strani pa, kar smo naredili z NIS-om in s tem zakonom je, da pa samo odgovornost za upravljanje s kibernetskimi tveganji prenašamo na poslovodstvo oziroma na odgovorne osebe. Se tukaj gre tudi v končni fazi zaupanje. E-država, uporabnik je varnejši, mu bomo tudi bolj zaupali. Ampak jaz bi spet uporabil analogijo s stanovanjem. Vsak bo sam poskrbel ali pa premislil, ali bo dal navadne ključavnice, ali bo dal protivlomna vrata, ali bo dal še kamero, ali bo dal še varnostnika. Orodja so tu, in jaz ta zakon na nek način dojemam, da bo zdaj za tiste, ki so mogoče malo preveč lahkomiselni, in na nek način predpisala neke minimume, ki pa morajo biti, da kakor je obvezno avtomobilsko zavarovanje. Če ne bi bilo obvezno, se ljudje ne bi zavarovali, pa je tako, recimo, kakor to pa skrbljeno za neke odnose. Res je, to ste dali dva dobra primera, tako bi rekel stanovanjsko hišo, ali pa stanovanje, ki vsi poznamo, to so naše, bi rekel, čisto bazične dobrine. To je naš intimni prostor. Tako je, avto je pa sploh v Sloveniji. Za nekatere je to še bolj intimni. In pri avtomobilskem zavarovanju imate obvezno zavarovanje in imate kasko zavarovanje. Tako. In je tudi kasko zelo stopnjevan, pa so opcije, pa osnovni, pa polni. Torej, kako se mi odločimo, da bomo zavarovali kasko in kaj bomo zavarovali, je odvisno od tega, kje vozimo. Zdaj, če vozimo recimo, po nekih področjih, kjer je velika verjetnost, da bomo trčili z divjadjo, potem bomo doplačali divjad. Skratka, in kaj to hočem povedati? To je ocena tveganj. Tako kot je pri hiši enako, se pravi, lahko namestimo kamere, razne digitalne sisteme za alarme in tako naprej, lahko nič od tega ne naredimo. Odvisno je seveda, kako če smo pripravljeni prevzeti tveganje. Prvič, če smo pripravljeni prevzeti tveganje, drugič, kaj imamo v hiši, da je tako pomembno, da varujemo, in tretjič, kako smo izpostavljeni v nekem okolju, da bo verjetnost realizacije neke tatvine se zgodila. To so vse zadeve, ki jih dejansko človek dela
nezavedno. Ne. Zdaj, seveda, mi na polju digitalne, recimo temu, pa kibernetske varnosti, to počnemo samo v tem, recimo, kibernetskem prostoru. In kot ste pravilno rekli, tu so neki, to je, bi rekel, mi rečemo temu kibernetska higiena. To je nek minimum. Kibernetski minimum, ja. To je minimum, ki seveda je lahko odvisen od sektorja do sektorja. Seveda, eni sektori so ključnejši za neko širše delovanje, tako. Nekateri so nekomu osebno bolj. Tako. Po drugi strani je pa ključno, da smo s tem zakonom, to pa je velika sprememba v konceptu, razširili torej, idejo kibernetske informacijske varnosti v okviru vseobsežnega koncepta. Mi rečemo temu all hazards approach. Se pravi, ne samo, da imaš ti, recimo, ne vem, v kibernetskem prostoru urejeno higieno, tudi fizično varovanje, tudi, se pravi, neke osnovne elemente, bi rekel, teh groženj, ki prihajajo iz naravnega okolja, je treba upoštevati. To mislim, da je zelo pomembno, ker se s tem dejansko širi tudi ukrepe, ki jih moramo na nek način izvajati. Mi smo imeli kot 200 v Sloveniji ogromno primerov, preveč nažalost, ki so seveda bili posledica naravnih nesreč. Malo smo že pozabili na žled. 2014, če se ne motim, imeli smo ogromne poplave pred nekaj leti, imeli smo izjemno velike učinke teh naravnih nesreč na kritično infrastrukturo. Ja, ravno danes severozahod Italije, Torino, je eno izmed najbolj industrijskih mest v Italiji, je pod nalivi. Tako je. Tako da tukaj seveda, in to je tisto, kar na nek način se moramo zavedati, da ne prihajajo grožnje samo, bi rekel, logične. Po žici ali po optičnem. Po optiki, po vlaknu oziroma brezžičnem signalu, da prihajajo grožnje iz narave in nažalost prihajajo grožnje tudi, se pravi, ki so od človeka povzročene. Pa človeške napake. Človeške napake, lahko tudi seveda namerne. To so že stare, bi rekel, stari primeri groženj, kako insideri, površne sabotaže. To je tisto, kar na nek način zdaj poskušamo spraviti v enoten model. Skratka, uporabniki bomo dobili veliko orodij, veliko priložnosti, ampak to se ne bo zgodilo samo od sebe. Ne? Nekdo bo zdaj nekaj več moral narediti, ali pa nekdo, ki do zdaj morda določenih stvari ni rabil delati, jih bo moral začeti delati. In se mi zdi, da je ravno to v gospodarstvu največja neznanka. Poskusiva mogoče to malo razjasniti. Kaj je bilo do zdaj? Kaj je recimo... kako je bilo strani ponudnikov, spet poudarjam, vedno je uporabnik zadnja linija obrambe, zadnja črta obrambe. Ampak kaj so ponudniki in kateri ponudniki so do zdaj bili zavezani kaj narediti? Kaj bo pa po novem? Torej, tukaj je velika razlika tudi v pristopu. Mi smo v Evropski uniji imeli situacijo, zelo zanimivo. Kot veste, vsaka direktiva se prenaša v pravni red držav članic po načelu minimalne harmonizacije. Torej, minimum moraš prenesti, lahko več, manj ne smeš. Problem je nastal, da smo si mi zelo različno interpretirali prvo NIS direktivo. Za koga mora biti obvezna. In vsaka država članica je imela tukaj popolno diskrecijo. Tako da smo mi recimo bili... Kakšne so to bile zaveze? To so bile zaveze od tega, da so morali narediti osnovno analizo tveganj, da so morali narediti bioanalizo, da so morali popisati svoje sredstva, ki so bila ključna, da so bila sredstva, da so bile pod zakonom samo tiste storitve in sredstva, ki so bile definirane. Se pravi, če je nekdo recimo, ne vem, bil neko veliko podjetje, ki je pekel kruh in zraven še, ne vem, pol državi, bi rekel, dostavljal neke digitalne storitve, je bil samo za en del zavezan, torej ne v celoti. Ja. Vsaka entiteta, ki je bila zavezana, je morala skozi vlado in je vlada z, bi rekel, sklepom ga določila. In to je bilo prvič zelo dolgotrajno, drugič pa omejen nabor je bil. Tudi sektorji so bili... To tudi ni bilo operativno v bistvu. Na pol. Ja. Ne? Zdaj recimo, to vedno dajem ta primer, mi smo v Sloveniji tako definirali nekaj čez 70 zavezancev. Finci so jih 10 000. Kateri so to, če nam date par primerov, da je bil pri nas? Ja, seveda, to, kar se tiče samih zavezancev, naših ni bilo nikoli, bi rekel, neka skrivnost. Ne, ampak ravno to, da si predstavljamo. Recimo, to so bila največja podjetja iz energetskega sektorja, recimo, potem to so bili letališča,
pristanišča. Kritična infrastruktura. Kritična infrastruktura je samo en delček tega in tam tisti seznam je zaupen, medtem ko naš je pa širši bil. Ne? Po NIS-u 1 recimo so bili vsi operaterji elektronskih komunikacij izključeni. Se pravi, vsi ti naši operaterji Telekom in vsi ostali. Zdaj jih pa to zanesljivo čaka. Zdaj pa se tukaj prenaša v ta skop, potem recimo not so bile, ne vem, bolnišnice, zdravstvo, zdravstveni domovi. Skratka, to je bil nek način zdajšnji recimo zbor teh naših zavezancev, pa seveda tudi državna uprava. To ne smem pozabiti. Tukaj smo v Sloveniji naredili že 2018 eno domačo nalogo, ki jo ni bilo treba narediti in smo šli čez minimalne tako, in je zdaj tudi lažje nam potem, ko je pa javna in državna uprava obvezna, nam je bilo lažje potem to v zakon zapisati. Tako da z tega zornega kota smo imeli pravzaprav zelo zanimivo situacijo, da nekatere največje firme, podjetja v Sloveniji, niso bile zavezane. Ali so bile v nedefiniranem sektorju, ali pa preprosto v tem identifikacijskem procesu niso bile zajete. In seveda, ko smo se to pogovarjali tudi še za časa našega predsedovanja, v EU smo ugotovili, da preprosto ne bomo mogli več na ta način delati, da so tako velike razlike med državami. In smo potem tudi v NIS-u 2 spremenili koncept. Se pravi, prvič razširili smo sektorje in imamo zdaj sektorje določene v prilogah. Se pravi, imamo zdaj v zakonu dve prilogi, 1 pa 2. Imamo notri zdaj vse skupaj 18 sektorjev. Torej 11 je visokokritičnih in 7 potem je ostalih. Tako da tukaj smo v bistvu razširili zelo obseg, na katere gospodarske, če tako rečem, dejavnosti se bo to nanašalo. Po drugi strani smo pa dorekli tudi kriterije, kdo je zdaj v teh sektorjih tisti, ki bo padel v koncept, in sicer so to velika in srednja podjetja. Ali se bodo prepoznali ti, ki po novem postajajo zavezanci? Ali je seznam dovolj ali širok, da vsi vejo, da so noter, oziroma ali je dovolj natančen, da se vsak prepozna v njemu? Natančen je, ker je zelo eksakten. Tukaj smo se v EU naslonili na v bistvu definicijo SME, se pravi, ki mislim, da je iz 2.3 bila nekaj sprejeta, torej kaj so v bistvu podjetja small, middle enterprises. Tako. In je točno določeno glede na, se pravi, število zaposlenih in pa na obseg poslovanja oziroma bilančno vso to, kaj moraš izpolniti, da pravzaprav si zavezanec. Seveda ob pogoju, da imaš tudi v svojem portfoliju take servise, ki sodijo v te sektorje. Ne? Zdaj recimo, če si ti neka silna velika entiteta, pa če ne bi padel nikamor v te sektorje, potem nisi zavezanec. Ne? Tako da to mislim, da je zdaj veliko lažje, ker namreč tudi ta podjetja vedo. Opredelitev je lažja. Ja. Opredelitev je lažja. Preprostejša. Predvsem je pa bolj primerljiva med posameznimi državami. Namreč vemo vsi, da je ogromno na EU ravni čezmejnega poslovanja. Predvsem, kaj je pa zelo pomembno, ogromno je dobavnih verig. Če vzamemo slovensko gospodarstvo, vemo sami, da mi smo resnično ena pomembna, bi rekel, podporna gospodarska, bi rekel, kar sila, zlasti za Nemčijo, pa tudi druge države. Torej, naša podjetja so že del nekih dobavnih verig. In kar se je pokazalo tudi v primeru teh poplav, recimo, ki smo imeli na Koroškem, če se spomnite, eno podjetje na Koroškem je bilo prizadeto in se je ustavila proizvodnja največjega proizvajalca avtomobilov v Nemčiji. Ne? Skratka, govorimo o tem, da imamo izjemno prepletene dobavne verige, in kar je pomembno tudi za razumevanje tega zakona, vsak zavezanec bo moral skrbeti za svojo dobavno verigo. Tako kot bo skrbel recimo slovensko podjetje navzdol, bo tudi nemško, avstrijsko, italijansko in francosko in tako naprej. In seveda, če ne boš izkazal zrelosti kibernetske varnosti, če ne boš sledil, imamo tudi standarde, kot veste, iz tega področja, potem boš imel težave s svojim, bi rekel, partnerjem, ki je eno stopnico više v tej dobavni verigi. In to je zelo pomembno, da se na ta način zagotovi stabilnost dobavne verige in da se ne dogodi, da velike ali pa seveda pomembne multinacionalke, nacionalne, kakorkoli že podjetja in tako naprej ne padajo pod mogoče manjšimi recimo dobavitelji, ki pa jih je na neki točki zelo težko zamenjati.
Skratka, tu mislim, da je zelo pomembno tudi za tiste, ki morda mislijo, sej, če ne bom se znašel jaz v tem naboru, potem sem pa odrešen. Ne? Si odrešen, če sam s sabo deluješ, ampak takih danes je zelo malo. Seveda. Čim si ti del neke dobavne verige in čim je tvoj, bi rekel, partner, zavezanec po nisu dva, da ne bom govoril samo po zakonu. Bo pričakoval, da je vse v njegovi dobavni verigi. In to se bo zgodilo, če boš deloval za partnerja v Sloveniji ali pa za kateregakoli partnerja na področju Evropske unije, ker vse države bodo morale NIS-2 implementirati v svoj pravni sistem. Slišimo glasove, zdaj že predvsem manjših, bomo rekli, subjektov, ki pravijo, ne, še več dela, še več, oni to opredeljujejo kot birokracijo, še nekoga bomo morali zaposliti in tisto, kar jih na koncu leta največ boli, še več stroškov. Kako jim odgovarjati? Ja, zdaj, kar se tiče stroškov, bi tako rekel. Jaz mislim, da bomo morali sprejeti realnost, da varnost dejansko stane. Oziroma varnost ne samo na kibernetskem področju, ampak na vseh ostalih področjih. Na splošno. In jaz mislim, zdaj, če govorimo o kibernetski varnosti, če mi smo se že kar sprijaznili s tem, da silne denarje izdajamo za digitalizacijo. Ne? Da bomo morali kar določiti procent, ki bo od teh naložb šel v kibernetsko varnost. Doživlja to kot sestavni del tega celotnega procesa. Sestavni del. Ne? In seveda, namreč pomembna je zanesljivost, pomembna je, točno da vemo, da bo zadeva delovala, da ne bomo oškodovani, da se nam ne bo nekaj zgodilo, če nekaj uporabljamo. Ne? Drži. Ampak to še vedno ne potolaži unga, ki bo zaradi tega imel več stroškov. Kaj njemu rečete? Ja, seveda, jaz bi tako rekel, ne, če morda začnem s tem, kako bomo mi poskušali zmanjšati pritisk na te nove, bi rekel, zavezance, kar definitivno se bo zgodilo. Prvič, nikakor ne želimo dodatno birokratizirati že tako prenormiranega, bi rekel, gospodarstva, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v EU. Pomeni, da ne želimo vzpostaviti sistema, ki bi bil samo zaradi samega sebe postavljen. To se pravi, vse, kar se tiče komunikacije z zavezanci, bomo avtomatizirali na največji možni nivo. Se pravi, od tega, da bomo z njimi komunicirali, da bomo z njimi izmenjevali izkušnje, trenutne grožnje. To bo vse potekalo na rečemo temu digitalnem okvirju, ki mu tudi lahko rečemo ISAC, Information Sharing Analysis Center, kjer se ravno partnerji med sabo pogovarjajo, izmenjujejo izkušnje, predvsem pa preprečujejo realizacijo kibernetskih groženj. To je ključno. To je en moment, ki bo brez dvoma zelo pomembno vplival direktno na njihove stroške in jih zmanjšal. Po drugi strani, kar se tiče ostale zakonodaje, tu namreč ni edina zakonodaja v Republiki Sloveniji, ki se tiče na nek način teh zavezancev. Kot veste, mnogi med njimi so tudi kritična infrastruktura. Mnogi med njimi imajo velike baze podatkov, osebnih podatkov in za njih velja ZVOP. Te zaveze, ki so potem sinhrone z našim zakonom. Ne? Tako da definitivno, kar se tiče samega obveščanja, prijavljanja problemov, incidentov in tako naprej, bo to za njih vse olajšano. Se pravi, naša naloga bo, in je tudi zapisana v zakonu, tudi v zakonu o kritični infrastrukturi, ki ga je Državni zbor nedavno sprejel, da pripravimo enotno platformo za prijavo incidentov. Se pravi, ko imaš nek problem, zdaj, a je to problem zato, ker ti je voda zalila in imaš tudi strežnike, ali imaš potres, ali imaš kibernetski incident, torej karkoli se zgodi in vpliva na bistvene storitve, zakaj si ti dejansko v Sloveniji pomemben, se bo prijavljala skozi enotno platformo. In potem bo ta platforma neka vrsta kretnica, ki bo tiste entitete, ki bodo pristojne za reševanje in pomoč, tudi smiselno obveščala. Če bo šlo za kibernetski incident, bo seveda tisti CSIRT, ki bo pristojen za en sektor, se pravi, tudi dobil takoj nalogo, da pomaga, da nudi pomoč, da rešujejo in čim prej vzpostavljajo stanje v normalo. Enako velja za kritično infrastrukturo, obveščeno bo primerno ministrstvo, ki je pristojno recimo za tisti portfolij. Skratka, v tem smislu bo za končne uporabnike to manjša birokratska, recimo temu,
obveza. Pa tudi za ponudnike, ne? Ker bo boljša storilnost, hitrejši odziv, vsaka minuta izpada pa postane počasno veliko. Pa recimo tudi, ker mi poskušamo skozi svoje članke uporabnikom povedati, ne, da predvidljivi strošek preventive je vedno manjši kot nepredvidljivi strošek, ki se bo zgodilo, če gre kaj narobe. Ne? Ja, gledajte, to je res in to je nekaj, kar pa včasih smo zelo težko nekako prepričali upravljavce, predvsem pa tudi nazadnje lastnike, če tako rečem. Nevarna je tista logika, meni se to ne more zgoditi. Meni se to ne zgodi, ne? Ja. A pa se ne bo nikoli zgodilo. Zdaj, recimo, tipičen primer imamo z izsiljevalskimi napadi. Izsiljevalski napadi, če vzamemo kot enega najbolj resnih primerov, ko so tarče ravno podjetja, je bil v štartu mišljen na način, da pride do enkripcije podatkov in se preprosto naši sistemi ustavijo. Če baze podatkov ne delujejo, mi servisov več ne moramo izvajati. In tukaj potem je bilo pogajanje med žrtvijo napadalcem za odkupnino in za dekripcijski ključ. To seveda na neki točki je dosti lahko obvladljiva situacija. Ogromno, to lahko povem, podjetij tudi v Sloveniji je plačalo odkupnino. Napadalci so celo razvili prav biznis model, kako se pogajati z svojimi žrtvami, nažalost. In dejansko si lahko razmeroma, bi rekel, poceni pod narekovaji, si plačal to, prišel nazaj na neko osnovno izhodiščno pozicijo. Potem si lahko investiral zaradi tega slabega. Ja, samo skrunjenost pa ostaja. Ja, vkolikor seveda se je pa to, simpatije imel storitve, ki so bile pa javno prezentne, ko je javnost ugotovila, da nekaj se dogaja, tam je pa druga težava. Tam je pa težava reputacije. Reputacije pa ti ne moreš smo že parkrat nakazali. Ja. In zdaj, kaj so ugotovili napadalci, je, da so širili nabor izsiljevanj in tarč. Oboje. In metod. In metod. Oni recimo, če niso tarče bile dovolj sposobne zaznavati tuje delovanje v lastnih omrežjih, so preprosto eksfiltrirane podatke na lastne strežnike in šele potem delali enkripcijo. In najprej plača podjetje pravzaprav odkupnino za to, da sploh pride do podatkov, potem pa ugotovi, da se na določenih forumih hekerskih pojavljajo neki liki njihovih podatkov. S tem seveda tega pa ti več ne moreš popraviti. Tudi če bi zdaj ti rekel, ja bom pa zdaj plačal odkupnino, umaknite tole iz nekih forumov. Nič ne vemo, kaj se v resnici dogaja. Veste, ko enkrat zadeva, to je največji problem digitalnega prostora, kopija, torej prva kopija je kopija N+1. Nikoli ne veš pa zabrav in nikoli ne moreš zagotoviti, da bo pa čisto... Da ni druge, tretje, četrte kopije. In to je potem seveda stvar res zelo problematična. Tako da ravno zato smo tudi, mimogrede, Slovenija je lansko leto postala članica Svetovne asociacije za boj proti izsiljevalski kodi. Temu se reče v angleščini Counter-Ransomware Initiative, 68 držav članic v tem trenutku, kjer se v bistvu vseh kontinentov, kjer se izmenjuje prakse, tudi tehnične, pravno se usklajuje zadeve, da nimajo države tukaj zelo, bi rekel, različnih stališč. Namreč ene države vsako pogajanje z izsiljevalci označuje kot kaznivo dejanje, kot nesprejemljivo. Ene države celo umeščajo te napadalce na seznam terorističnih organizacij, druge države so tukaj veliko bolj... Kar ni nujno napačno, ne? Kar ni nujno napačno in kaj se je celo zgodilo, to so taki zelo zanimivi primeri, da so določeni akterji plačali odkupnino, ne vedoč, da je napadalec na seznamu. Ja, in veste sami, kaj se zgodi potem, ko... Če financiraš teroristično organizacijo. Tako da so tukaj težave lahko zelo zapletene, in z tega zelo lahko se ravno v tej grupaciji, bi rekel, enako mislečih držav poskuša harmonizirati, ker so države so pa tukaj zelo različne, to so evropske, so ameriške, Južna, Severna Amerika, Afrika, Azija, skratka, tu so res zelo različni pravni okviri in tudi nenazadnje razumevanje tega problema. Skratka, veliko razlogov, da se
resno razumejo ta nova določila, da se naredi nekaj, da se prepreči kaj slabšega, kaj hujšega, kar bi bilo lahko dosti bolj dramatično. Definitivno. Se pravi, to, kar smo dejansko tudi priča v zadnjih letih bili, kot ste že nakazali, ne, mi smo tehnično gledano res pretestirali pod narekovaji čisto skoraj da vse možne kibernetske oblike napadov, ne, se pravi od tistih res enostavnih, če tako rečem, do najbolj sofisticiranih. Sam nikar ne smemo trditi, da smo videli vse, kar nas utegne kdo poskusiti pripričati v nasprotno. Drži, popolnoma drži. Tu je nažalost ena taka stalna dialektika. Napadalci so nažalost prekleto dobro kibernetsko pismeni. Ja, ali pa vejo, kje bodo kupali orodje, ali. Oboje. Ja. Se pravi, imamo tudi danes na zadnje, ravno primeru, ko smo se že pregovarjali o silvarski kodi, določene napadalce, ki svoja orodja kupujejo na črnem trgu. Ja. Včasih smo temu rekli script kidi, to so bili tisti, bi rekel, nadobudni posamezniki, mladostniki, najstniki, ki so malo za zabavo kupovali tako orodje, pa hekali tako za lasten izziv. Zdaj so pa to resnično bi rekel spoštovanja vredne in zelo, zelo nevarne organizacije. Pa še vedno se nekatere organizacije bojijo, ali bomo mi to znali, ali bomo mi to zmogli. Lahko vi pomagate? Ja, seveda, absolutno. Glejte, tukaj, komu naj se obrnejo po pomoč? Mislim, ali bo obstajal, zdaj sem malo mogoče preveč poenostavljam, ampak ali bo obstajal kakšen skupek navodil? Bo obstajal. Bo točno to tako pa ne poenostavljam preveč. Ne, se gledajte, definitivno najlažje, najbolj enostavno bi rekel, mi imamo res ta pogled na kibernetsko varnost zelo širok. Od tega, da napišemo en predpis, pa do tega, da vidimo, kako se potem odzivamo v primeru resnih incidentov, tehnično in tudi organizacijsko. In morda še najbolj enostavno, upoštevajoč seveda vse izzive, usklajevanja interesov, ki so različni in tako naprej, je morda tisti prvi temelj, torej pravni temelj. Ne. Zdaj pa, in več tukaj imamo, prenesli smo direktivo in smo zadovoljni. Ne. To ni naš interes in to ni naš cilj. Torej, to, kot ste rekli, mi bomo absolutno naredili vse, da bo zakon čim bolj operacionaliziran konkretno. Se pravi, od tega, da bomo imeli neko vzorčno metodologijo in dokumentacijo za zavezance. Torej, kako se lotiti samega prvega koraka. Za zavezance smo že na naši spletni strani objavili priročnik kibernetske varnosti, kjer smo dejansko zelo na široko popisali vse ključne elemente, tehnične, pravne, organizacijske. Izvedbeni dokumenti so torej že na voljo, nekateri. Ta je že na voljo. Potem, in še jih bo. Potem seveda imamo že objavljeno tudi neko orodje za oceno lastne zrelosti, kjer se lahko vsak sam na on-prem, bi rekel, ne na našem oblaku, da ne bo potem prišlo do kakšnega nesporazuma, da mi nekaj podatke zbiramo, ampak preprosto on-prem lahko ugotovi, kje je dober, kje je močan, kaj mu še manjka. Torej, lastna ocena je zelo pomembna tukaj. Tista, ki je res tudi, bi rekel, samo zavezancu dostopna. Potem bo tukaj ogromno bomo dali tudi seveda fokusa na izgradnjo ekosistema. Torej, urad je kot tudi določen kot nacionalni koordinacijski center, že od 2022 dalje. Skratka, tukaj menimo, NCC mi temu rečemo, tu bomo poskušali čim več slovenskih podjetij, tako tisti, ki ponujajo kibernetsko varnost, kot tisti, ki jo bodo koristili, uporabljali, vključiti v prijave na EU projekte. Namreč EU je poleg tega, da je niz direktivo sprejela, je tudi zelo povečala zneske za izgradnjo zmogljivosti, kot jim rečemo. Skratka, definitivno bo tukaj treba delati zelo natančno, zelo potrpežljivo in definitivno jaz mislim, da bomo morali veliko bolj natančno določiti sodelovanje z gospodarstvom. Namreč, to, kar smo mogoče zdaj imeli, tudi govorim na ravni EU-ja, ja, boš poročal, ne boš poročal, imaš problem, nimaš problema, to je seveda vse krasno in fajn, ampak nismo pa mislim, da znali dovolj natančno povedati, zakaj sploh poročamo.
Zakaj sploh delimo naše probleme? In kakšne koristi imaš od tega? Ne? Konec koncev, lahko mi nekdo rekel, imam samo težavo še s tem dodatno. Ne? Ja, eno pravek več, da ne govorim. Se marsikdo tako še vedno razmišlja. Še o kakšni inšpekciji, pa da ne govorim o tem, ko moraš potem sodelovati z organi pregona, pa seveda, ko policija potem pride in zaseže nenazadnje materialne dokaze kaznivega dejanja. Ampak ideja je ravno obratna. S tem, ko ti prijaviš, in to se zdaj recimo zelo natančno tudi mora določiti v načrtu prijave incidenta, oziroma načrtu aktivnosti ob incidentu, kot mi temu rečemo. Vse od seveda tega, kdo ima kakšno vlogo, do tega, da se zna pogovarjati z CSIRT-om, da zna mu dati tehnične podatke, ne samo jaz imam problem, ne? Ampak da ima dnevniške zapise, da ima nenazadnje materialne dokaze, da ima morda mališče škodo, da ima podatke o sistemi, ki so prizadeti napadeni. Ja. To vse je pomembno za CSIRT skupino, da mu lahko potem pomaga. Več, ko vemo o bolezni, lažje najdemo zdravilo. Absolutno, to je, gledajte, kibernetska varnost je, zato pa je kibernetika kot veda nastala najprej v medicini, pa v biologiji in se potem prenesla v digitalne prostore, ker imamo enake izzive in enak način odzivanja. In tukaj seveda, kar je pomembno je, da mi s tem, ko to damo od sebe, ko to delimo, smo kot neke vrste na krvodajalski akciji. Torej, zdaj smo res tisti, ki se nam zdi, da smo dali nekaj zastonj, ali pa da smo že tako v problemu in zdaj pa še moramo deliti. Po drugi strani bomo pa mi od nekoga drugega dobili v kritičnem trenutku, da se vrnem nazaj, se zgodi. Ker nimamo samo mi te naprave, ker nimamo samo mi tega požarnega zidu, ker nimamo samo mi tega operacijskega sistema, ampak imajo tudi še mnogi drugi. Ne? In seveda, če vemo, da je bil pri nas zlorabljen in če vemo, da je enak sistem, enaka postavitev tudi drugje prisotna, bomo ravno s tem preventivno lahko preprečili širjenje potem, recimo temu, zlonamernih aktivnosti v tem, če tako rečem, horizontalnem smislu. Nekje sem zasledil tako misel, ki pravi, da je najresnejši incident tisti, ki se še ni zgodil. Ja, mislim, da obstaja tudi ena izjava, leta nazaj, ne spomnim se več avtorja, ki pravi, obstajata samo dve vrsti, se pravi, uporabnikov digitalne tehnologije. Tisti, ki so že bili tisti, napadeni, ki tega še ne vedo. Tisti, ki tega še ne vedo. Ja. In to je pa seveda zdaj eno moment, ki ga pa tudi ta direktiva poskuša urediti, namreč sistemi za monitoring. Govorimo o tem, da včasih smo rekli, ne, ja, zdaj imamo antivirus, pa je ok. Ne? Boljše je kot nič. Ampak to seveda, nažalost, lahko povemo, da napadalci izdelujejo tako mališčas zlonamerno kodo, ki je testirana tudi na antiviruse. Se pravi, se zna prikriti, ali se kriptira, pa se sprosti v nekem trenutku. Tako, ne? In z tega zlona koda seveda oni točno to vedo. Zato je zelo pomembno, da mi pravzaprav najdemo, da čim bolj natančno zaznamo, kaj je normalno delovanje naših sistemov. In potem odklonskost od te normale poskušamo opredeliti in dati pod lupo. Ne? Zato seveda potrebujemo ne samo antiviruse, ampak tudi sisteme, ki so povezani z network monitoringom, ki so povezani s SIEM-i, ko lahko potem na osnovi dnevniških zapisov, ki jih morajo seveda hraniti vsi zavezanci 6 mesecev minimalno, potem lahko delamo rekonstrukcije, ne? Ko lahko tudi podatke o tem, da so določeni problemi na tuji infrastrukturi in to potem dobimo, preverimo, ali smo tudi mi del nekih recimo zlonamernih, če tako rečem, omrežij in botov. Skratka, ta moment je zelo močno prisoten in tudi zaveza za same ukrepe. Enako velja za večfaktorsko autentikacijo. Mi govorimo že ne vem koliko let, da geslo, tudi če je dolgo in če je kompleksno in uporabniško meni ni dovolj, ne? In da danes z današnjo strojno močjo se to razvozla, da ne govorimo o quantum computingu, ki bo še dodatne težave povzročila. Biometrika nam tukaj recimo pomaga. Biometrika nam pomaga. Je malo težje ponarediti. Absolutno. Ni nemogoče, je pa težje. Res je. Tudi je zelo zanimivo, kako biometrika funkcionira na posameznih delih sveta, nekje bolje, nekje slabše. Bančni sistem se je zelo hitro že na to navadil, ker ima največje
škode. Ne, danes pozor, veste, da nobena spletna banka, nobeno plačilo praktično več ne moreš izvesti, če nimaš dodatnega faktorja. Ja, razen če plačujete v ZDA, te pa grejo brez avtorizacije. Ja, drži. In recimo, ko smo že pri ZDA... Tam so zgodaj začeli, pa potem določenih novejših prijemov. Ja, tam še magnetni trakovi na karticah delujejo marsikje po ZDA. Vam bom povedal recimo en primer, no, zdaj ne bi delal reklame za te socialne medije, ampak en od socialnih medijev, en največjih svetovnih, je ukinil SMS drugi faktor zaradi stroškov, ker mora plačevati stroške operaterjev. Tako da to se da reči potem z aplikacijskimi nivoji, s tokeniko, potisni sporočilo. Drži. Ja. Ampak to je nekaj, kar recimo je zdaj MFA bo moral biti obvezen. To je bila izkušnja ne na zadnje pandemije. Ne? Kaj smo naredili v pandemiji? Mi smo res na horuk, če tako rečem, morali delati v doma. In naše privatne računalnike vklapljati v poslovne sisteme. Ne? Brez več autentikacije, ker je preprosto ni bilo tako močno hitro rešiti. Žal je veliko tega ostalo. Ne? In žal, to, kar smo videli mi v zadnjih tudi največjih primerih incidentov v Sloveniji, je največ problemov ravno nastal na način, da je bil pohekam pod narekovaji nek zunanji partner. Ali je to zdaj zunanje podjetje, zunanji dobavitelj, ali to pogodbeni izvajalec, in ki se je seveda ali pa zaposleni na neautorizirani napravi. Točno tako. Ne? In zdaj seveda brez MFA-ja imaš infostiler nameščen, ki ga dobiš z raznoraznimi payloadi od torrentov do nazadnje potisnih sporočil in tudi mailov, priponk. Infostiler imaš na sistemu, vsako geslo, ki ga vtipkaš, se prenese na nadzorni strežnik napadalca, ti to menjaš, misleč, da si varen, on pride v sistem. Si ga postregel na pladnju. Si ga postregel na pladnju. Na drugi strani imaš pa tarčo, ki nima segmentacije omrežja, kjer imaš administracijski account, pravzaprav povzavlja morda od nekoga, ki je bil tam zaposlen, pa se ni izbrisal in pride do katastrofe. Zdaj pa streljera na misel, po moje že več kot 20 let, ko je takratni mobitel, zdaj to pač del Telekoma Slovenije, zagotovo se tudi vi spomnite, imel storitev monitor za spremljanje porabe in je bila prijava možna izključno s povratnim SMS. Ja, takrat je bilo, zakaj to že oni dela. Ja. Koliko je to bilo že v bistvu pred časom, če tako pogledamo? Absolutno. To je, ja, se spomnim. Pa takrat je bilo, kaj je tega treba? Ja, pa je, danes je pa to res treba. Danes je pa, veste, tudi recimo na nazadnje dosti krat rečemo, ja, bomo imeli pa neke VPN, neke tunele, neka enkripcijo. Krasno, ne? Ampak kaj pomaga spet VPN, če nimaš več faktorske autentikacije na VPN-u? Ne? Ja, pa nekdo udre tudi v to. Mislim, jaz bom tako rekel, seveda nobena aktivnost, obrambna aktivnost ni dovolj. Je pa vsaka boljše kot nič in vsaka je dodatno ovira. Ne? In seveda tako kot nekako poskušamo pri vodah, z jezovi regulirati pretoke, da ne pride do poplav. Ampak še vedno lahko pride in če zdaj do večje količine. Ne čistimo otočnih kanalov, in tako naprej. To je zelo, bi rekel, lahko si plastično prezentiramo, kaj pomeni kibernetska varnost z našimi vsakdanjimi fizičnimi opravili in grožnjami, ki jih imamo v fizičnem okolju. Če poskusim tako proti zaključku malo povzeti, se pravi, nekatere spremembe bodo za recimo širši nabor poslovnih subjektov. Te spremembe bodo predvsem namenjene temu, da bodo funkcionalne, da bodo prispevali neke širše koristi, tudi za njih same in za uporabnike. In pri začetnih izzivih ste tudi, med drugim tudi vi pripravljeni pomagati, da se to čim prej upele, da bomo vsi skupaj v Sloveniji in v svetu, katerega del smo in smo prepleteni na razne načine, čim bolj varni med najrazličnejšimi izzivi, v tem primeru konkretno kibernetskimi. A mi je uspelo nekako? Popolnoma vam je uspelo bistvo izluščiti. Jaz bi tako rekel, da mi resnično govorim iz širšega varnostnega zornega kota, smo morda kakšne stvari imali samo po sebi razumljive in umevne. Zdaj bomo pa nekaj morali sami. Zdaj pa dejansko prvič bomo morali nekaj sami narediti. Malo boljšo vključavnost. Razmisliti pravzaprav, kako, od kje grožnje prihajajo, kakšna so tudi tveganja. Namreč vedno je pomembno,
ne samo, da mi grožnjo zaznamo in da jo poznamo, ampak tudi kako jo smo sposobni obvladovati. In to je tisto, kar danes rečemo, in mislim, da je zelo dober koncept v tem kontekstu odpornost. Resilience v angleščini. Se pravi, mi se preprosto ne moramo zdaj odpornost je širši pojem. Oziroma, lahko bi se tudi izolirali, ampak če se mi izoliramo, potem digitalni prostor izgubi svoj smisel. Torej, smisel digitalnega prostora je danes komunikacija. Komunikacija, sodelovanje. Zapremo vse porte, pa vse linke, pa odrežemo tujino. Nimamo. Postanemo otok, ampak izgubimo vse, kar nam ta digitalizacija nudi. In če zapiha malo močnejši veter, ne moramo na celino. In ne moramo točno tako. Skratka, to imajo v Dalmaciji za te dni, ne? Tako je, ne? In smo odrezani otok, sicer ne fizično, pač digitalno. In iz tega zona kota mislim, da ravno vse ti napori, ki jih Republika Slovenija izvaja v zadnjem času, pa tudi seveda Evropska unija tukaj in ostali ob bok, so točno temu namenjeni, da preprosto se pripravljamo na scenarije, ki so možni, ne samo v teoriji, ki so se pokazali v praksi, da okrepimo našo odpornost v teh konkretnih primerih, da zmanjšamo stroške in da zmanjšamo tudi na minimalni možni čas izpade, ki bi iz tega tako nastali. Tako da jaz sem prej, ko sem omenjal vse te aktivnosti našega urada, mislim, da nismo in tudi ne bomo edini, ki bomo delali te aktivnosti. Ogromno se že dogaja na gospodarskem področju, ker tukaj je tudi iz vidika ponudbe kibernetske varnosti zdaj nova priložnost. Več bo kupcev, večji bo trg, več bo potreba sodelovati. Kar je seveda za nas ključno je, da v Sloveniji, da se bomo morali spopasti z kadrovskim primanjkljajem. To je brez dvoma. To ni samo naša težava. Ni samo naša in jo bomo morali smiselno potem tudi kompenzirati s tehničnimi ukrepi. Torej, mi kar nekaj imamo na zalogo pripravljenih projektov. Za določene zavezance bomo odprli tudi tako imenovani kibernetski situacijski center, kjer bomo z dodatnimi hardverskimi in softverskimi rešitvami pravzaprav dali dodatni nivo varnosti. To bo prostovoljno za zavezance in po sistemu SOND senzorike, kot imajo postavljene nekatere druge države, recimo Danska, Avstrija, Hrvaška in še nekatere druge, Italija. Tako da bodo aktivnosti države pomagali, bomo seveda zavezancem in vsem ostalim maksimalno mogoče, vendarle pa, kot ste vi lepo rekli, odgovornosti ne bomo mogli prevzeti sami. Torej, brez odgovornosti tako državljanov, državljank naših, kot tudi seveda poslovodstev in odgovornih oseb v javnih recimo temu entitetah, brez tega bomo seveda imeli še en dodaten zakon, ki pa bo lahko samo v nekem delu uspešen in realiziran, ne pa v obsegu, kot smo si ga zadali. Torej, vsakdo v svoji vlogi na korist vseh nas. Tako je. Dr. Uroš Svete, direktor Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Hvala za pogovor v podcastu. Najlepša hvala za vabilo.